Za konec pa v naši poletni oddaji še enkrat poglejmo zabavnega Rada Muleja, ki nas je razveseljeval v kuhinji s svojimi kuharskimi in zabavljaškimi sposobnostmi. Akcija. Tako, super, dobro dan, živijo, evo, danes bomo malo kuhali, malo bolj po moje, tako da za vse tiste, ki me ne boste razumeli, časa nimamo veliko, zato moram vse na hitro povedati in vse na hitro pripraviti. Tako da podnapisi pridejo čez 2 urice med reklamami, ok? Zmenen, pa roka, važi. Tiste pa lušna, gospa tam, lejte, dobro oblečena, fajn, vam paže, da tako kar uležite se, kaj tiste lekavček, lušten. Ampak smo tukaj zaradi kuhanja, ne zaradi vas, ne? Danes bom naredil, kako bi temu rekel, jaz drugač ne znam kuhati, ampak danes se bom zelo potrudil in bom naredil hrano iz ljubezni. Tako da bom se potrudil, da bo to res en kup ene ljubezni, se vam mora biti mačke rdeče, ne da tukaj srce so rdeče. Tako da bom naredil danes eno tako zdravo rižotko iz špargeljni, pa tisto, kar bo še zdravo noter padlo. Nisem pa čez zihar kao. Tisto, kar bom prvi rok najdel, tisto bom noter zmetel, pa zihar bo dobro, če ne bom pa tako dekoreral, da vam bo všeč. Bo pa zihar dobro. Imamo pa ene posebne piskre, da se to razumemo, ene ekstra posebne piskre, ki je riž kuhan v 3 minutah. To morate kupiti, to morate probati 100%. Kaj rabimo najprej za dobro rižotko, dobro sestavinico, rabimo najprej domačo, slovensko domačo iz Italije čebulo. Domačo, slovensko iz Italije čebulico. To je prva stvar, ki jo moramo fajn narezati. Nožke imamo tukaj, mačetke jaz to vedno obožujem. Do tole čakaj, gre, dobro je. Vem, do zdaj so bili bolj normalni teli, ki so tole kuhali, jaz sem pa pač tak, ki sem po naravi že malo divji in ne mi zameriti. Ta čebula je pa zelo zdrava. Mi pa že majčkano očerine, moram priznati. Sem se na Krambergerja spomnil, pa me je takoj zadel. Naš, dajmo. Nisem glih neki večno, preveč pri tem rezanju, ker nisem pač kuhar, ampak se bom pa potrudil. Ker danes delam tole kosilce za eno zelo posebno osebo, ki jo najbrž poznate. Vsi tisti, ki imate televizijo doma, jo najbrž poznate, ampak ne ostane skrivnost. Je pa kuhano z ljubeznijo. Vse veste, kako je, ko moški kuha, ne? Ko moški kuha, če bo kuhna čista, pa ne nekaj narobe z njim. Tako da to mora biti vse malo nametan okoli, malo razmetan. Zato pa jaz rajč kuham, ki pa da pol pospravljal, ne? Tako da, evo, približno nekako takole. Zdaj vzamemo pa tale pisker, ki je tole cela norišnica, ne? To je res dobra zadeva, morate probati. Jaz to večkrat s tem kuham, tako da bom sem le postavil. In, lej, boste videli, to bo takoj bo, čebulca rada, takoj zlata, takoj. Ampak moram naprej pripraviti, preden bom dal tole v pisker, moram pripraviti špargeljčke. Ker špargeljčki so zdravi, imajo veliko in tole so točno iz Dolinarjeve domačije. Tam jih tudi jaz kupujem, presežem, ne lažem 100%. To je tam pri Škofji Loki nekje, ne? En paketek smo odprli, malo več bomo dali, ker ta gospodična, za katero danes kuham, je nora na šparglje, tako da moram narediti tega veliko. Čarovno posobo odpremo. Damo noter to profesionalno narezano čebulco, kar prosim si jo gledajte, pereščka, seveda. Kar malo pokrijemo. In rižotka je fertik. Aha, še malo bo treba delati, ja. Zdaj pa narežemo špargeljčke na približno centimeter, tako od oka, ne. Sam jaz to ne bom vsakega posebej, ker to nimamo cajta preveč, ampak gremo kar takole narediti, lej, lepo, vidiš. Vedno je treba paziti, takole nekje, no, da so približno enaki, jaz imam zadev, že vidim. No, tole zdaj malo zmešamo na hitro, tole čebulco. Jole, pa to je, a ja, še to, ne, v telem piskru. Ni olja, ni ničesar, samo čebulco gor vržeš in to je to. Špargeljčke damo noter lepo. In to malo, zdaj mi to miksung. To sem zdaj, miksung sem rekel, da če kakšni nemški prijatelji gledajo, da bojo razumeli, ne. Miksung, ne, mešung, ali kako se ne znam nemške. Tako da vzamemo lonc, spet ta glaven, tak, ki mora biti, ne. Mer rižka lepo. 2 merce vode, 1. Jaz to še nisem tako zrazeran, da to kar naučne, to bo raje jaz iz šaljčko in to bo čez dol. Zdaj pazi magic, zdaj pazi, kaj se zgodi s telim piskrom. Vzameš tale, to je čist poseben kapo, kako se temu reče, ki pa še na več piskrov, nisem za tega le.
Pokriješ, tlele ga 3 minute, postavimo zadevo gor in naredimo en tak Giro d'Italia. Še en krog, so se zmenila. Takole, turbo. Tukaj se utripa turbo gor in to je to, evo ga. On bo zdaj mene točno bo povedal, kdaj, kako, sam se bo postregel, tako da bo noro tole. Ja. Takole. Joj, kako je to? Kakšni so to vonjave, pa to je noro. Tukaj imamo kislo smetanico, neko ta pravo domačo. Potem bomo dali malo mlekca, tudi seveda direkt iz, ne, tam, ko pride mlek, iz domene fabrike čudne ali pa kaj takega. No, tole smo se zmenili, kar se tega ne tiče, zdaj bomo tole dali noter lepo v eno posodico. Takole, domačo smetanico, lepo domače, iz naših slovenskih krav, ki avstrijski mukajo, evo. Ne, to res, to so domače stvari. Takole damo malo mlekca, še malo, ker ste tako lužna, ne, evo ga. Tole zmešamo. Damo seveda ščepec soli malo noter, takole, da bo tole morel, ali je to cukar? Sol, dobre. Ni toliko, da se malo namiksa, ne sme se preveč, da nav čuden, potem pa je že kar zdele, to je pa ta magic, ki ga jaz naredim, ne? Da se pol tam ne zezam s tem mešanjem, dam že zdele jaz kari, lepo. Kari je drugače zelo močno, morate paziti, ko ga date, in ga že kar tole smetanico vmešam, da se že ono pije, pa pol še majčkeno dodam, ne? To, da je barvo spremeni. Evo ga, pa to je čisti magic, no. Čisti magic. Tole se zdaj združijo okusi. Jaz tako bo to dobro, tudi si to sploh predstavljati ne znate. Ker nimamo navadne paprike, ker tista navadna paprika lahko čisto vsak ima, mi imamo bio papriko. Bio paprika. Tako da to bomo dali, ker bi jo bilo škoda ne izkoristiti. To bomo zelo realni. Glih to, da še mačkam, čeprav kari je že noter, ampak gre kari paprika. Vem, nekateri mislite, da ne, ampak jaz vam pa kar povem, da gre. V glavnem, riž je že zdavni fertik in so zdaj malo hecali, malo tole solatko, pa s temi stvarmi takole odpremo. Malo paziš, da ki je v luft navrže, ampak tak piskar ti ne more, nekaj vrhunski. Se bo šel, tako ne gre samo od sebe. Toliko mu je dobro v tem piskarju, da tudi ven noče iti, lej. To je taka posoda, da tudi riž noče iti ven. Zakaj sem noter strešil? Zato, ker malo vode, tisti prvi curk vode mora iti v tole rižotko, ker jo bolj zveže skupaj potem, ne. Tole, zdaj smo vse naredili, kar smo mislili. Mislili smo bolj malo, ne, ampak hajde. Tole pa bo de rižote. Zdaj bomo dali tale kozji sirček lepo, ki je vrhunski, ga daš noter. Kar z obeh strani bom tole na filu, pa če vdelali, bo delali, če nav pa nav. Pa to je ljudje. Kar takole, ne? To bo taka zdrava rižotka, da vam jaz povem, da boste vedeli. Sladica bo osvežilno, poletno, ljubezenska sladica, bomo to tako poimenovali. Prav, čisto simpel. Vzamete kokos whip, to je kokosova smetana, odrežete, prav vidite, tako odrezali, da se navate pošpricali, pa da se navate kaj urezali. Evo, tole bomo zdaj malo bio vaniljo sladkor v prahu, bio. Malo takole zmešamo tole, to bo dobro, tega rad fali, to me srd fali gled tega, ne. Pa drugač, to je že zmer traja, se klep ne more nesti tole. Zdaj bomo dali pa noter še, kaj je to taka posebna sladica, bomo dali noter grški jogurt in sicer enega tega, pa enega low fat, ker je pač nula teh maščob, ne, se le bliža čez kopalk in ta bo zame, ta pa za njo, ker je itak suha pa lepa vsa, ne. Ampak bom to kar skrat zmešal, pa imela skrat pisko. Tako da en ta velik jogurt lahko vzamete,
tale grški, pa enega tam malega, luškanga. Takole, kar pade noter, čmok naredi, čmok. Pa gospoda ga na avto ustrala, kot da tole odprla še listek gor, lejte, listek imate gor, ne? Na avto se skrbno to zmetala, kaj pa čuden, kot je nekaj grizla, pa na avto pregrizla. Zdaj pa tako, čarobna sestavina, ker mi oba obožujejo vaniljo in imamo rada te vanilje stvari in mi imamo en tak vrhunski slovenski produkt, kmetija pri Pustotniku, ne, ima vaniljo jogurt in je res vrhunski, ga imam jaz notro mešal. Evo, čisto enostavno, zdaj za konec za tole sladitev, ki smo jo prej videli, vzamemo jagodke, jih izdolbljamo, vzamemo veliko jagod, če imamo res radi punco ali pa osebo, za katero kuhate, jih izdolbljamo lepo čistmerno in jih lepo narežemo na lepe koščke in jih umešamo, v kozarčku jih umešamo v tole penco, boste zdaj videli, bom to vse pokazal. Zdaj bomo dali pomečki na fast forward, ker ful hitro govorim, tako da zdaj te na hitro videli, kako se to reže, kako se to naredi. Pa daš malo tele vijolične noter. Ker je to z ljubeznijo, mora to biti, rožica je vedno prisotna. Ja. Voilà, le cosilo de moulay fertique. Zdaj, ko se je poletje res vsaj malce pokazalo, vam želim samo še veliko lepih sončnih dni, da bomo lahko vsi skupaj dobili tudi nekaj vitamina D. Uživajte in se vidimo spet septembra.